Spoštovane gledalke, dragi gledalci, kot lahko vidite, imamo danes eno posebno temo. Govorili bomo o domačih ljubljenčkih, o domačih živalih. Z nami zato v studiu poseben gost Bači, ga bomo še kasneje malo predstavile, in pa dve gosti, Tina Hribar, veterinarka, mamica 3 majhnih punčk, in pa Doris Veselič, kinologinja in pasja inštruktorica v prostem času, zelo aktivna v tem. Hvala vama za to, da ste se odločili priti v našo oddajo. Torej, danes bomo govorili o tem, kako se odločiti za žival, kdaj se odločiti, kako se odgovorno potem do te živali obnašamo, kaj nam živali lahko vse pomenijo v družini oziroma v našem prostem času. Mislim, da je to ena luštna tema. Bači je pa tudi tak zgleden kuža, da bo se vsak odločil, za enega takega Bačija doma. Moje prvo vprašanje, vsi, ki imamo otroke, pa še nimamo ali pa nimajo živali, vejo, da otroci strašno za živali navijajo. Torej, dajmo imeti kužka, mucko, zajčka, hrčka, papigo, karkoli, bi bilo dobro. V kakšnem primeru in kdaj ugodimo otrokom v bistvu za žival? Ja, to je kar težko, se odločiti, kdaj je pravi čas, Zdaj, jaz mislim, da je treba otroku predstaviti, kaj vse pomeni imeti žival, Ni samo to, da vidijo, kako ga je treba, kako se ga boža, kako se, luštno igrati z njim, ampak da prinese to precej več stvari, Tako da, predvsem za kužke recimo govorim, je zelo smiselno mogoče kakšnega soseda povprašati, če mu lahko otrok pomaga pri vseh teh dejavnostih. Se pravi, da pride k njemu zjutraj, ga pelje na sprehod, mu da mogoče za jesti in take stvari, Seveda na sprehodu zelo velik problem, pobiranje iztrebkov, Da se vse take, tudi rekla, majčkeno manj lepe, mogoče za nekoga, stvari, da se tudi na ta način spozna, In da tudi vemo, da bojo prišle počitnice, in da ne moremo kužka kar pustiti doma in iti, da je treba imeti tudi to opcijo, Sicer to je mogoče bolj na starših, tukaj, ampak predvsem otroku prikazati to skrb za žival, da ni samo lepa stvar, ampak da zraven pridejo tudi druge stvari, ki mogoče mu zjutraj ne bo všeč, da mora vstati in ga peljati ven na sprehod. Pa dežuje pa mraz recimo, Absolutno, še različni vremenski pogoji, tako da bi predvsem to, da mogoče da eno izkušnjo najprej čisto sicer mogoče z drugim psom, da nekomu pomaga, in če je pač vesten, se mogoče potem tudi dovoli, A je pes tukaj največja v bistvu, ko bi rekla, obveza? So druge živali, ki so manj zahtevne mogoče za neko družino, ki bi ugotovila, da pes je pa le preveč zahtevna živalca, so mogoče tiste manjše živali boljša odločitev, ali pa če so otroci še manjši, kaj mislite? Ja, jaz bi rekla tako, Starši vseeno se morajo zavedati, da je da kljub temu, da se odločijo za kateregakoli ljubljenčka, odgovornost predvsem na njih. Fajn je, da preučijo, kakšne so zahteve posameznega ljubljenčka, ker tudi ribica konec koncev zahteva pravilno, da rečem, namestitev akvarija, vzdrževanje, vzpostavitev cikla, hranjenje je samo ena pikica, v celem tem sklopu. Hrčki, da so to nočne živali, da čez dan potrebujejo mir, da ne morejo otroci jih takrat glih rokovati se z njimi, Da se res nekako najprej, preden sprejmejo sploh odločitev o ljubljenčku, pozanimajo, kakšne so potrebe živali, in nekako, ko prinesejo ta košček narave v svoj dom, da se res najprej dobro informirajo, potem pa najprej pri sebi, nekako najbolj iskreno odločijo, a so zmožni sprejeti to odgovornost poleg otrok, ker konec koncev, ko žival zboli, potrebuje veterinarja, potrebuje kakšen tak kuža, potrebuje frizerja, a je to, kar tudi finance omogočajo.
To je en tok, da rečem, mnogo vprašanj, ki jih je treba najprej premisliti dobro, preden se odločite pripeljati neko živalco v svoj dom. Doris, ti imaš 2 kužka, ne? Kar povej, ja. Tako da jaz sem ponosna lastnica Yorkshire Terrierja, Bači je star zdaj že 13,5, in pa portugalskega vodnega psa, ki je star 5 let. Tako da z njimi moram reči, da pač je kar bila dobra pot, ne, smo poleg tega, da skrbimo, smo šli skozi šolanje, v prostem času delamo različne športe, vedno znova raziskujem in se informiram, kljub temu, da sem in inštruktorica in tako, ne, že več kot 12 let. Veliko se učim, no, od njih in spoznavam same krasne stvari. Moram pa reči, da vsi mi, ki imamo hišne ljubljenčke, smo lahko posebej srečni, ker je to, mislim, imeti neko živo bitje v oskrbi, ti veliko da, no. Tudi blaži stres, pa tako ogromno veselja in neke radosti prinese v dom. Res je, bomo še kaj o tem rekli kasneje. Tina, vi imate pa pri vas v vaši družini imaš pa 3 punčke in pa kužka, ki je bil preden so bili otroci, če sem prav razumela, a ne? Tako je. Ja? In to je, rekla, zelo dobra varianta, saj jaz zdaj tako vidim, ker sem imela čas za njega, ga vzgojiti, v psa, ki ga lahko vzamem praktično kamorkoli. Vem, kako se bo obnašal, ni tako razposajen otroško, kot je bil v mladosti. In zdaj na stara leta, ne, star 11 let pa pol, sicer je večja pasma, ne, tako da ne rabi spet to gibanja oziroma ne more, a ne. In na ta način lahko malo lažje, a ne, to uravnavam, a ne. Zdaj, če bi on rabil precej več gibanja, bi jaz rabila imeti tudi več časa za njega, a ne. Tako da je potem tisti sprehod, ko ga skupaj naredimo, že toliko dovolj za njega, a ne, in ne potrebuje toliko aktivnosti, kot je pa pač prej, a ne. In tudi navajanje na vse stvari, na dotike, res, ne. Če se odločiš za kužka, moraš še zelo podstopati v to šolanje, da ga vzgojiš, da je pes tak, kot si ga res želiš, da lahko super sodeluješ vnaprej, a ne. Tako da, kar se tega tiče, je to krasno. Trenutno si ne predstavljam imeti mladiča, ki je razposajen, grize in moraš si res vzeti veliko časa za trening, a ne. Ker tudi praktično sprehod mladiča skupaj z otroci, to ne gre kaj dosti, no. Mislim. Tako, če so vsi majhni oziroma mladi, Tako, a ne. ker ga moraš vzgojiti, ne, tudi na sprehodu, kako se hodi, ne. Ne moreš ti vzgajati pa zraven še paziti otroke, ne, med to vzgojo, no. Čisto. Pri nas je bilo pa ravno obratno, torej mi smo pa najprej imeli otroke in ko so bili pri določeni starosti, sem šele začutila, da sploh imam to, o čemer govorite, to energijo, čas, da bi lahko še kakšno bitje v družino prišlo, a ne. Prej si tega sploh nisem predstavljala, dokler so bili otroci manjši. Razumem, ja. Potem so bili pa toliko stari, da smo se nekako odločili, ne. Ampak je tudi, tako bolj zahtevna pasma, tako da je bilo v redu, no, da smo to nekako časovno majčkeno raztegnili, a ne. Tako, jaz mislim, da vse naenkrat imaš težko, a ne. Tako, majhne mladičke, majhne otroke je verjetno zelo, zelo zahtevna kombinacija. Ja, potem morata biti starša tista, ki sta dva, ne, ki skupaj potem skrbita, ne, potem je to lažje, verjetno, a ne, da si nekdo vzame čas, šola psa in pa drug skrbita čas za otroke, a ne. Vsekakor lahko so skupaj, ampak ne, mora biti samo toliko malo razporejen, da lahko predelaš to pubertetno obdobje pasjega mladička, ne. Ker povejmo, a ne, pasji mladič ali pa tudi verjetno mačji ali tudi verjetno vsaka druga žival, je prihod nekega novega družinskega člana, ki je v bistvu zahtevno, a ne, in je velika odgovornost. Zdaj pri psu pa sploh, ki ga je treba šolati, vzgajati. Tako kot ste rekli, se pravi, to ni, da samo mi enega luštnega kužka domov prinesemo, to je tisti najmanjši začetni, a ne, se mi zdi puš, potem je pa vse ostalo, kar to zraven prinese. Se mi zdi mogoče, da včasih ljudje premalo o tem razmišljajo, a ne. Ja.
kuža je luškan, gremo pogledat, mogoče tudi v zavetišče, otroci se navdušijo, pa ni dovolj tega razmisleka, a imamo ta prostor, a ne, časovno, fizično prostor, možnosti, energijo, živce za to, a ne. Se je treba verjetno za žival odgovorno odločati, to hočem povedati. Ja, sploh če si nov, pa še nisi imel nikoli, a ne, psa ali pa ljubljenčka prej, so pričakovanja eno, pa realnost je pa druga, ne. Pričakovanja so mogoče povodec, pa lep pes, ne, ki ti je vizualno všeč, pol pa, ko pripelješ, a ne, točno tazga kužka, kakor ti je najbolj všeč, odkriješ, da najprej, ne, pri mladičih so ti ostri zobki, pa navajanje na sobno čistočo, ki je pač zahteva, ne, na 2-3 ure na začetku, pa potem se postopoma podaljšuje. Vstajanje ob 5 zjutraj, ne, to je za marsikoga mogoče malo zavora, ampak moram reči, da pol, ko je odrasel pes, ne, on tudi rad spi do 9-10, tako da ni nujno ob 5 zjutraj, a ne. Pri vsakem kužku biti že po koncu. Pol je pa naslednja faza, je pa ta adolescenca oziroma pač pubertetniki, ko se rangirajo, ko delajo hormoni, a ne, pri samcih testosteron, ko se merijo med sabo. Takrat je treba res biti dosleden pri vzgoji, pa ne, paziti, da ima same pozitivne izkušnje, ga socializirati. Pa ko tam nekje pri 3 letih, bom rekla v povprečju, ne, ko se malo umirijo, tudi umsko, je pa zgodba čisto, ne, drugačna, takrat sta pa že oba tako povezana, da lažje sobivata, so pri sprehodih manj stresni, so bolj umirjeni, ve, kaj je odpoklic, ne, nima tistih podvigov, da bi kar malo šel po svoje, čeprav ga kličeš. Take zadeve, ne. In tukaj je ogromno enega dela v ozadju, ampak če si res ta pravi ljubitelj, ti to ni naporno, ne. Te to izpopolnjuje, ti daje neka nova obzorja širi. Moram pa reči, da odkar, a ne, imam tudi sama kužke, veliko lažje spregovorim s kakšnimi tujci, neznanimi ljudmi na cesti, ker nas združuje ta ljubezen do psov. In to so potem pogovori in si delimo izkušnje, se informiramo, mislim, kar pozabiš, kdo je, kaj ni več pomemben, ampak tisto, ne, kaj nas združuje, ta ljubezen do psov. To je res povezovalna, ja, taka vloga živali ali pa kar ena taka njihova energija, a ne. Ja, dejansko, ko sem jaz dobila, ko smo mi dobili psa, sem bila presenečena. Ja, presenečena nad tem, kako je v bistvu treba biti dosleden. Enako kot pri vzgoji pravzaprav otrok, v tem smislu podoben. Se pravi, pri nečem vztrajam, to ponavljamo, smo strogi, če je potrebno, a ne popuščamo in tako naprej. Se pravi, dajta tudi še vedno mali svojih izkušenj povedati, ampak meni se zdi zelo pomembno pri psu, da nisi preveč permisiven, se pravi, da si ti gazda, da si ti voditelj, a ne. Včasih srečam pse, ki so v tem smislu malo nevzgojeni, zaradi tega, ker se mi zdi, da jim ljudje ne postavijo nekih mej. Se mi zdi to tako, kot pri otrocih, a ne, permisivna vzgoja, o tem se zadnje čase veliko govori, je veliko škode prinesla, a ne. Če otrok nima mej postavljenih, se pol v šoli pokažejo problemi in tako, a ne. Se mi zdi pri psu enako, da je treba biti dosleden, strog, ponavljati, tudi nagrajevati, a ne, če se je pravilno odločil, ampak tako, nekako res, da ne prepustiš stvari, da grejo kar svojo pot, no, če hočeš imeti dobro vzgojenega psa, ki mu zaupaš, kot si rekla, ne. Ja, absolutno. Že prvi korak je to, še predno dobiš psa, je fino, da razmisliš, kaj bi bilo dobro, da moj pes počne v določenih trenutkih, a ne. Da si že takrat postaviš neke cilje in pri tem vztrajaš, ker recimo, da bi, kar večinoma naredi, ne, pripeljejo psa domov in šele čez par mesecev, a ne, se reče, dajmo šli pa malo v šolo, ki je majčkeno tak živahen postal, ne, ker pasji mladič na začetku ni tako zahteven, razen tega, ker si ti omenila čistočo in tako naprej, ker je še vseeno malo zadržan, ne pozna toliko terena okrog sebe, a ne. Potem pa, ko nastopi ta puberteta pa svojo glavo, se ne, pa ratejo problematični, ker niso imeli mej, a ne, ker pa smo mislili, saj bo že, a ne, kužek. No, in če mi tega si prej ne postavimo mej, pa začnemo od začetka vztrajati, je potem zelo težko, ne, spreminjati te meje. In ja, seveda potem, če nimamo mej, kakor ste rekli, a ne, pride čez mejo in je kužek, ki je nevzgojen in ga pač težko prevzgojimo nazaj. Se da, to sigurno, ampak je pa precej težje in
na ta način nimamo več tistega zadovoljstva biti, tistega veselja biti živaljo, ki pa nam dela skozi težave. In težko je živeti s psom 10-15 let, mogoče pri kakšnih še celo dlje, nam je pa lahko tudi breme. Tako da je bolj pametno, da še predno dobimo psa, si postavimo, kaj si želimo. Ampak res pa, da je to težko, kolikor še nismo imeli psa, ker ne veš, kaj pa kako. Recimo, sama si vedno želim, v hiši je mir, lepo lež in to je to. Zunaj je žurka. Recimo, že take malenkosti, ne da ves čas hodi za tabo, ko greš na stranišče, ko greš v kuhinjo, da je ves čas za petami. Praktično s tem je kuža ves čas malo nervozen, nima tistega odklopa, počitka, ki ga seveda tudi potrebuje. Tako da že take malenkosti nam prinesejo lahko veliko. Kje šele, se pravi, srečevanje, hoja na povodcu, odpoklic, socializacija, da ga praktično lahko, mislim, že recimo navajanje na avto, da je lahko mirna pot, ker če tega nimamo navajen, imamo spet težavo pri odhodu na dopust. Potem zelo veliko pa lahko na ta način naredimo, če vzamemo kužka iz kakšnega preverjenega rejca, ki se res ukvarja že samo vzgojo teh mladičkov, že od samega štarta. Se pravi, da jih navaja na sobno čistočo, da navaja na različne situacije, hojo na povodcu. Če imamo dobrega vzreditelja, da najdemo primernega kužka, seveda tudi glede aktivnosti za sebe, mislim, da imamo zelo dobro iztočnico za to, da ga dobro vzgojimo. Precej lažje. Ja, tukaj bi se sam dodala še to, da pri izbiri psa, v bistvu pasme, se moramo zavedati, da vsaka pasma je bila z nekim namenom. In tudi naše pričakovanja moramo temu prilagoditi. Če imamo mi nekega lovskega psa, bomo zelo težko, se sproščeno... Kot recimo mi, se bomo težko po gozdu sprehajali, ne da bi, če bo kakšna srna ali pa kaj zlaufal za njo. Tako da to moramo biti toliko videvni, da je takrat pes na povodcu, da pač tudi smo nekako, ne ogrožamo okoliša, v katerem se sprehajamo ali pa bivamo. Prav tako ovčarji, oni pač pasejo in imajo ta pašni nagon in če on nima priložnosti svojega nagona nekako izpopolniti, potem si bo našel zaposlitev in ta zaposlitev, ki si jo bo sam našel, ni nujno, da bo nam ugajala, ker bo povzročil škodo, bo mogoče preganjal kolesarje, bo se podil za vrtečimi kolesi ali pa otroci, ki tečejo, ali pa tekači. Tako da to je treba spoštovati te nagone in iskati ravno ali pasje športe ali neke druge aktivnosti, kot je športna paša ovc, ki so prilagojene pasmi, da on izživi ta svoj nagon, naravo, za katero je bil ustvarjen. Moramo vedeti, da kužki niso okras, pač je le živo bitje in je prav, da to tudi spoštujemo. Ravno to sem hotela reči, se mi zdi, pes res potrebuje gibanje, potrebuje sprehod, to je njegova pravica. In včasih se mi smilijo tisti kužki, ki jih imajo ljudje, recimo mogoče tudi na podeželju, samo privezane od spredaj, recimo pred pesjakom, na eni dolgi, sicer ketni, taki psi so ponavadi zelo reaktivni, zelo jezni, veliko imajo vse verjetno te energije, ki jo ne morejo na sprehodih izživeti in se mi malo smilijo. Čeprav razumem, da je bil pes zgodovinsko gledano bitje, ki je čuval hišo, čuval dom, z lažjem opozarjal na prihod živali, tujcev in tako naprej. Ampak se mi zdi vendarle, da žival ima pravico tudi do tega, da se giba, da nekaj ima od življenja. Kako? Tukaj bi predvsem poudarila to, da tudi če imamo mi hišo z 2000 kvadratnimi metri, kjer pes lahko prosto teka, pes potrebuje ta sprehod. Enkrat, dvakrat na dan, da naredi z lastnikom tisti svoj krog. Lahko seveda tisti, ki so v blokih, jasno še več izhodov, ampak ni dovolj, tudi ta površina njemu ne pomeni dosti. On se bo držal doma, vrat, rabi to neko bližino človeka, ker je socialno bitje in ne uživa v tem, da je pač nekje umaknjen. Zaprt, ja. Tako, sploh pa če je omejen, v redu, se nekako zakonsko je predpisano, da smejo biti privezani na povodcu s tem, da mora imeti ta omogočen dovolj, da rečem, prostora za premikanje.
Vsekakor, če pa se tako tisti, ki vemo, ne, dobro, če imaš več lovskih psov, ne moreš 10 jih imeti, imaš pa pesjaka, imaš urejene prostore temu namenjeno. Jasno, imajo pa tudi oni veliko možnosti, gibanja, ko pa so v nekem delovnem, da rečem, okolju, na jagi, pa tako, tisto pa normalno izživijo to svojo naravo. Tako da zmer bom rekla, je treba gledati, kar je v dobrobit, pa da je dobro poskrbljen tudi, če je zunaj, če je v pesjaku, da je pač urejen, da ima pes dobro izoliran pač pesjak, da se v zimskih mesecih lahko umakne in da ima dovolj zavetrja in izolacije, da je tudi tako postavljen, da ima sonce in senco. In enako v poletnem času, ko je res vroče, da ima senco, da se lahko umakne v neko, tako da hladen prostor, da ima dovolj vode, to je predvsem pomembno. Tako da, če je odgovoren lastnik, da lepo skrbi, potem vse štima. Je pa fino, da vseeno imajo ta svoj sprehod. Ja, mislim, jaz bi tukaj dodala, pa sprehod je za večinoma psa premalo. Sam sprehod, ja, pa še to ljudje večinoma telefon in ko se pač kuža majhen ustavi, smisel voha, lula. To ni aktiven sprehod. Pes mora imeti pač aktiven sprehod, da se razgiba in praktično moramo poskrbeti tudi za mentalno zaposlitev psa. Ni dovolj, samo aktivno. Ja, kuža se že z leta, malo sprosti svoje energije, ampak zelo veliko pa se sprostijo na ta način, da jim dajemo mi mentalno zaposlitev. Se pravi, ali pa kakšnekoli vajce, igre, iskanje, ker večinoma kužki so bili narejeni za kakšno iskanje, ali pa dobro, paša, ovc, kakorkoli. Za pomoč, Ampak, tudi recimo, ja. Ampak treba jim je dati malo dela, ker ni dovolj, da ga peljemo, ne vem, 1 kilometer okrog hiše malo na sprehod, domov, hrano damo, tamle imaš za jesti in to je to. To ni dovolj. In veliko teh frustracij pri psih pride do tega, ker imajo premalo mentalne zaposlitve, ker se ne ukvarjamo, pač mislimo, da je to dovolj, praktično pa ni. Res, da je pač od pasme do pasme različno, koliko tega rabijo, ampak mislim, da mentalna zaposlitev skupaj s fizično aktivnostjo je nekaj, rekla, ta pravega za kužke, ker pa veliko psov tega nima, nažalost. Zdaj sem se spomnila na en mim, ki sem ga videla, je pisal, da kužki nas pripravijo na dojenčke oziroma na majhne otroke, mačka pa na najstnike. Me zanima, a je kaj ta razlika, torej med tem včasih tudi bereš, ne vem, nekdo je dog person, nekdo je cat person, recimo kot veterinarka, česa imamo tako Slovenci več, so bolj popularne mačke ali psi? Pa mislim, da so kar tam. Tam. Mogoče, da mačk teh ljubiteljev ne vidiš toliko v naravi. Sicer mislim, da gre to tudi čezdalje več na to, ker jih veliko že navaja na oprsnice, jih sprehajajo. Sploh te ljudje, ki imajo ves čas noter mucke, ker živimo v takem okolju, da so ceste zelo prometne, hitro imaš cesto za vogalom in hitro pride do nesreče. Tega je res veliko. In če si pač odgovoren lastnik pač na taki lokaciji, ja, je najbolj primerno, da imaš pač mucka noter. Čeprav jaz mislim, da mačkam najbolj paše to, da imajo možnost biti malo not, malo zunaj. Se pravi, zunaj sprostijo svoje lovske nagone, tako kot si ti že povedala za kužke, tudi one imajo svoje nagone. In če tega ne sprostijo, so lahko noter ves čas pod stresom. In zaradi stresa tudi velikokrat pride tudi do obolenja pri muckah. Tako da rabijo gibanje, lovljenje in tako naprej. Tako da mucki, ki so pa ves čas noter, pa rabimo mi to zagotoviti v notranjem prostoru. Veliko časa nameniti, namesto tistega, da gremo s kužkom ven na sprehod, pa rabiš noter mucka razletati, z igračkam, da lovijo, da skačejo, da se skrivajo, mora biti to sproščeno, ker drugače pa potem frustracije oziroma stres, ki privede do težav. Pa je res, da določeni karakteri ljudi recimo imajo rajši pse kot karakterno, določeni ljudje pa mačke, kako na to gledata? Ja, jaz lahko rečem, da mogoče za mačje lastnike so taki, ki so radi bolj doma,
radi berejo knjige, so morda po naravi malce bolj introvertirani, nič narobe s tem, ne, ampak se zelo dobro počutijo, ne, v takem okolju, ki je zelo poznano. In tudi mačka zelo nerada spreminja, ne, okolja. Ona se doma počuti varno in zdaj recimo obisk veterinarja, ne, ali pa vožnja z avtom je lahko za njo, ne, cel tak stres. Tako da seveda te pasemske mačke se mi zdijo, da so malo bolj odprte, medtem ko te, ne, ki so pač domače posvojene, one pa res, ne, ko zavzamejo ta nek svoj teritorij, tudi se ga rade držijo. S tem, da dostikrat so mačke tudi navajene na točno določeno postavitev pohištva, ker če se tudi sam zamenja, ne, lahko ta sprememba pri njih povzroči neko stres, tako, in potem začnejo lulati, pa so potem lastniki zgroženi, kaj je zdaj narobe, ne. Pa jih je pa treba malo spomniti, naj pomislijo, ne, če je bila mogoče kakšna doma sprememba, in ko zagotovijo, da so stvari na mestu, se tudi maček sprosti in je pol to v redu, ne. So drugačne, ampak super crtljivke, ne. Ja. So kakšne tudi bolj, mislim tako, po večini, ne, so mucke bolj, bom rekla, svoj karakter, ne. Jih mogoče Najstniški. težje premakneš, no, mogoče res, no, sicer z najstniki, hvala bogu, Še še nimaš nimam izkušenj, jaz pa. ampak ja, vsekakor, ne, so nam, ne, mogoče bolj poseljubcem, no, čeprav se imam mucke tudi rada, ampak mi je lažje pač nekaj sodelovati, neko interakcijo. Sicer to ne velja, govorim za vse mucke, da nimajo tega. Vsekakor se najdejo med njimi tudi taki, ki bom rekla, da so majčkeno bolj pasje, ki se jih da lepo izšolati, trikce, in sodelujejo, predvsem so sproščene. Po večini bom pa rekla, da so mogoče majčkeno bolj zadržane, kakor je tudi Doris povedala, da je mogoče majčkeno težje z njimi delati, kot pa je s psi, no. Ampak mislim, da to bi bilo bolj za kakšnega mačeljubca boljše vprašanje, ne. Sploh tistega, ki ima mogoče več muck, ne, ki majčkeno ve malo več primerjati, no, ampak Da se tudi razlikujejo med seboj. Absolutno, gotovo, absolutno, ne. Žival ima tudi nek karakter, a ne. sigurno. Ja. Tako kot mačke, tudi psi, ne, Psi, saj tako. nikoli ne veš, na kaj naletiš potem. Če se recimo odločamo za žival, kaj pravite, se gre v zavetišče po žival, se odloči za pasemsko žival, po internetu zadnje čase je bilo veliko enih problemov, a ne, ker so ljudje bi rekla, na čisto neprimernih kanalih naročali neke kužke, mucke in tako naprej, in so potem lahko tudi bolezni in živali res bogi in tako naprej. Torej, zavetišče ali nek preverjen vzreditelj? Kaj pravite? Zdaj tako spet, treba je sebe poznati. Nekateri ljudje smo po naravi tako narejeni, da radi rešujemo ali pa pomagamo, in tudi tisti, ki se odločajo recimo posvojiti žival, bom rekla, naj ne izbirajo po izgledu. Naj zaupajo oskrbnikom zavetišča, glede usmeritve, naj iskreno povejo, kakšen je njihov življenjski slog, koliko sprehoda so bolj aktivni, manj aktivni. In če je to prvi ljubljenček, pa iz zavetišča, ne, potem naj se nekako podrobneje res posvetujejo s samimi oskrbniki in tudi zaupajo, ne glede na, da rečem, okej, saj tudi oni malo upoštevajo velikost, a ne, da če ne morejo imeti velikega psa, pa dajo nekaj srednjo velikost, a ne, ali pa manjšega. Zavedati se je pa potrebno, če ti posvojiš psa iz zavetišča, ki ima težko zgodbo za sabo, od tebe zahteva izkušnje, znanje, mnogo potrpežljivosti, da to žival pravilno socializiraš, ker če je to starejše od 3 let, ima izoblikovane vzorce in takega psa je treba z veliko mero potrpežljivosti postopoma uvajati v neko ali mestno okolje, bivanje, navajati sobne čistoče. To so neke take stvari in procesi, ki trajajo, ne. Mladiča v bistveno krajšem času lahko privadimo nekih novih navad, medtem ko starejšega pa res z veliko truda, ne. Medtem, če pa se odločate ali pa odločajo, ne, za neko pasemsko žival, potem pa izključno res toplo priporočam, da se nekako obrnete na vzreditelja,
Vzreditelji so strokovnjaki, ki dobro poznajo pasmo in tudi znajo dobro oceniti. Zdaj, če si, da rečem, mestni tip človeka, ki ne rad se dolgo sprehaja, potem kakšen husky, vižla, ki zelo lepo izgledajo, mogoče niso najbolj ustrezne pasme in vas bojo tudi na to opozorili. Ali pa, če ste družina, potem kakšnega tazga psa, ki je deloven, ki zahteva celega človeka in še več, mogoče tudi se ne bojo naklonjeni, pa bojo rekli, dajte gledati, mogoče je pa nekaj v smeri, kar pa je za družino bolj, da rečem. Sej, treba je vedeti, da tudi, ko pride pes, ne glede na pasmo, velikost, moramo spoštovati njega kot tazga, poznati miritvene signale, kako, da se ga ne objema, ne ljubčka, da pač nekako mu daš ta prostor za počitek. Tako da, absolutno, če je pasemski, naj bo z rodovnikom. Rodovnik ni samo za razstave. Rodovnik je zagotovilo, da je tu vzadaj veliko zdravstvenih pregledov, da je žival bila skotena v nekem dobrem okolju, socializirana, dobri vzreditelji zmeri poskrbijo za to socializacijo, da že navajajo same mladiče, in na nego in na to, da jih ven privajajo za opravljanje potrebe. Res pa dajte se izogibati temu, ker do česa prihaja. Rad bi imel pasemskega kužka, rodovnika nekako cenijo, da ne rabijo, in se obrnejo na nerodovniške. Tukaj pa ni zagotovila, da gre za neke zdrave kužke, Nedavno je bila afera. Dajmo se temu izogniti. Če se odločite za rodovniškega, zberite dovolj sredstev, da si ga lahko privoščite, obenem pa tudi, da ostaneš nekako odgovoren. Pes ni moden dodatek. Ki ga lahko po internetu naročimo, tako kot recimo, natikače. In vzamete si dlje časa, tudi za avto, se premišljeno odločamo, ker to je naložba za nadaljnjih 15 let. Naj ne bo čustveno, naj ne bo zdajle takoj, ker je ta priložnost, ali pa ker sem si zaželel, pa jutri ga bom pa imel. Ne, dajte si vzeti čas, raziskati, kaj pes potrebuje, kakšne so njegove zahteve, pa se iskreno odločiti, a je to tisto, kar mu ti lahko omogočaš, če je ta ljubezen res tako močna. Da se tudi kakšnim tragičnim zgodbam izognemo, recimo, ker kaj se dogaja ljudem. Mislim, črnega trga je ogromno, tudi na tega, kar se tiče, da najdeš rodovniškega psa, recimo, grejo nekateri ljudje zavestno to, da bom imel rodovnik in tako, in pravijo, boste dobili, in ga ni, seveda pes tujine, kakšni tako, kar naenkrat ni več kontakta za nazaj. Teh zgodb je ogromno, tako da jaz definitivno svetujem preverjeni vzreditelji, mogoče slovenski, ali pa vsaj tako, da ti mogoče kakšen slovenski vzreditelj potem da kontakt iz kakšnega iz tujine, zato ker teh nategov je ogromno. In plačajo pomaranca iz Rusije in pride ga že vidiš, ko pride, da to je čist prevelik za pomaranca. Tako da denarja pa ogromno zadaj, in ni več kontakta za nazaj. Tako da to je treba res premisliti, da niso potem pa živali še mogoče še bolne za povrhu. Tako da res preverjeni vzreditelji, dajte se obrniti. Mislim, da je na Kinološki zvezi sam stran, kjer piše, katera legla so napovedana, ali pa kakorkoli, da se dobi kontakt od nekega vzreditelja, kljub temu, da nima legla, se ga povpraša, koga svetuje, kaj, ker res nam zelo lahko veliko tehta, če pride od pametnega vzreditelja pes bolj vzgojen, kakor pa od enega vzreditelja nekaj malih takrat, in se ne ukvarja z samo vzgojo mladičkov, toliko kot nek dober vzreditelj. Treba biti malo potrpežljiv, ogromno je treba malo povprašati, tako da to mislim, da ni samo odločitev v enem letu. Ne na vrat na nosa, ne na glavo. Pa tudi slovenski vzreditelji, to je oseba, ki vam je zaupala, dala psa in tudi je pripravljena dati informacije. Ko vi imate težave, kaj pa zdaj, se vedno lahko obrnete na njega. Če niste prepričani, je to nekaj zdravstvenega pogojeno, vas bo znal napotiti, zdaj pa pejte k veterinarju. Tako da pozna starše teh psov, ve, kaj recimo genetsko lahko, ali kako je, kakšen je njihov stanje in tako naprej.
Tako da tak je. Gotovo, ja. Zdaj, po eni strani so živali v družini zelo terapevtske, nam nudijo neko tovarištvo, prijateljstvo, toplino. Po drugi strani včasih opažam, da ljudje živali kar malo počlovečijo, ne. To pa verjetno tudi ni prav. Nekje sem prebrala, da s tem v bistvu lahko žival tudi nekako ji naredimo krivico, no, oziroma jo zlorabimo, če v bistvu iz živali naredimo, kaj pa vem, otroka ali pa partnerja ali pa tako naprej. Kako pa na to gledate, no? Ja, živalice nam vzbudijo ta čustva ali pa sploh prvi stik z ljubljenčkom. Mogoče je zelo blizu, mi poznamo, ne, to ljubezen do otroka in se temu tako začnemo obnašati, kar pa ni nujno dobro za žival, a ne. Je vsekakor smiselno pač zato iti v šolo, se podučiti, kaj žival potrebuje, kakšni so njeni miritveni signali, kdaj je v stresu, kdaj je sproščen, kako to, a ne, nekako kaže. Mi smo le, da rečem, ljudje, smo razviti iz primatov, se radi objemamo, medtem ko psi, oni se ne objemajo, oni se radi stisnejo, tam so nekje na miru, ne, tako da to objemanje njim res, a ne, oni bojo potrpeli, nekako bojo dali skozi, če so privajeni pa priučeni, nikakor pa jim to, da rečem, ni prirojeno ali pa tako domače, a ne, poljubljanje. Ali pa recimo dostikrat ljudje zamenjujejo zehanje z zaspanostjo. To je en tak miritven signal, da nič ne želi, da želi mir, ne, mogoče, ali pa že pogled stran, ko ne poznate psa, pa bi ga radi pobožali, če pes pogleda stran, ne sezite z roko k njemu, ne, ker je dovolj jasen znak, da mu ni do tega, da se dotaknete. Osebni prostor psa, recimo, ne, je tak, na katerega so oni malo občutljivi, glava, ne, ko hočejo po glavi, pobožati ni, ne, je bolj varno, če je tlele nekje pod prsi, ob strani, ne, bolj dol, kar oni vidijo, kar je pač njim manj ogrožajoče, kot pa zatilje, a ne. Tlele saj potem, ko se sprostijo, tale del pri repku jim zelo paše, ampak to načeloma bolj lastnikom zaupajo, novim pa zmeraj, a ne, pač ko želite se psu približati, vse na roko bližje, pa ocenite, ne, če pogleda stran, če mižika, če z ušesi stresa, če se oblizuje, ne, naenkrat tako pogosteje, to so vse miritveni znaki, ko pokaže pes, da mu ni do tega, ne, in takrat ne posegamo v njegov osebni prostor. Ti hotela še kaj dodati? Niti ne, no, mislim, da je to počlovečenje. Ja. Torej, mi smo vodje kar dela, a ne? Ja, definitivno, ampak ne, vsekakor pa vedeti, da pes rabi svoje stvari sprostiti, a ne, da ni dovolj, da je pač kot človek samo v hiši, pa gre malo ven, ampak da rabi svojo aktivnost, da se podruži z drugimi kužki, da voha, da ne. In zato so psi, a ne, tudi dobri, se mi zdi, za kakšne starejše morda, ki se jim mogoče, a ne, nimajo več toliko energije, da bi šli ven, hkrati so pa še zmožni iti, je včasih mogoče tudi en kuža, primerne pasme, primerno energičen za njih, dober način, kako se malo zaaktivirati mogoče, ali pa malo v družbo spraviti, recimo, da kar naenkrat ovdoviš morda kaj takega, a ne, da je to lahko en način, kako spet nekako se malo ven spraviti iz neke Ja, samo vsekakor spet izbrati primernega, primernega, ja, tako. A ne, ali mogoče tudi starejšega kužka, ne, sploh v zavetiščih imajo kup starejših kužkov, ki se pač ne posvajajo hitro, ne. Se mi zdi zelo dobra opcija, seveda po pogovoru z oskrbnikom, a ne, kakor je že Doris omenila, da se primernega najde, ki nima nekih rekla, težke zgodbe za sabo, da ni zahteven, je pa pač starejši, ki ga mogoče mlajši človek ne bi vzel, a ne, ker je bolj aktiven, bi pa vsekakor bil krasna družba za mogoče kakšnega starejšega, ki ni zmožen takega gibanja, ne. Pol oba pridobita, a ne, ogromno lahko iz takega prijateljstva. Ja, res. Zelo lepo. Za tiste, ki si pa močno želijo, pa nimajo možnost,
pa obstajajo tudi kanali, kjer si pač sposojajo kužke za sprehod nekomu, ki je morda po operaciji prav pride, da lahko svojega psa sposodi za ta čas nekomu na sprehod, tisti, ki ga pa ne more imeti, pa rad deli ta čas, ne, da pele psa na sprehod, pa nima potem doma, ne, neke obveznosti. Tudi to obstaja, neko vzajemno, ne, sodelovanje. Tako sem tudi jaz začela s svojim, v bistvu sem zelo rada hodila s sosedom, sprehajati njihovega kokeršpanjela. In to je bila ta moj prvi stik s kužkom, ko sem redno sprehajala, in potem je ta ljubezen samo rasla, ne, do psa, in tudi so bile dobre izkušnje. Morda samo za zaključek, bom vaju prosila še za eno misel. V oktobru, 4. oktobra, je Mednarodni dan živali, oskrbnikov in lastnikov psov in domačih ljubljenčkov. Ne vem, če ste to vedeli. To pa zato, ker v bistvu 4. oktobra goduje sveti Frančišek Asiški, ki je bil zelo z živalmi povezan, ne. To je svetnik, ki je v bistvu znan, ogromno je v tem napisanega, kako se je on z živalmi pogovarjal, kako so mu recimo tudi divje živali prišle v naročje sedeti, ker je imel tak način, ne, z njimi se pogovarjati oziroma tak odnos. On je recimo tam v enem mestu ukrotil enega volka, ki je v bistvu klal živino in ljudi včasih napadal, in ko je prišel Frančišek zraven in je rekel, zdaj se pa ti usedi, pa umiri, se je pa usedel volk, da bi bil vzgojen pes, in od takrat naprej mu je sledil, je potem lahko sobival s temi vaščani, so mu dajali hrano, skratka ni jih več ogrožal in tako naprej. Zelo zanimiva taka svetniška podoba, ne, človeka, ki je bil zelo z živalmi, z naravo, s stvarstvom povezan. Tako da me zanima še mogoče za zaključek, kako vi vidite to, kaj nam v bistvu živali v odnosu do narave, do vsega, kar nas obdaja, lahko pomenijo ali pa dajo, ne, kako one simbolizirajo, bi rekla, vse to, kar je, kako je svet lep pravzaprav, ne, in narava. Ja, definitivno so nam živali lahko tudi malo zgled, kako se nam ne obremenjuje za kakšne malenkosti, kako bolj sproščeno lahko bi živeli, ne. Mi pa živimo v nekem malo bolj stresnem življenju, kakor pa živali, in vsekakor, da nas spravijo v naravo, ne, da se imamo fino, mislim, polepšajo res življenje še pa še, kakorkoli je nekaj dela, ampak vsekakor pa tudi oni nas pomirijo, ne, ker mogoče mi nismo kot Frančišek, ne, Asiški, velikrat, ne, ker smo kup enih stresov imamo na sebi in jih prej predajamo živali, ne, bi mogli biti mogoče ravno obratno, da pač one pridejo k nam, ampak dostikrat prihajajo k nam, ker smo pod stresom, ne. Tako da nas znajo zelo dobro brati in je prav, da takrat si vzamemo malo časa, gremo ven, v stiku z naravo se vedno sprostimo in naredimo nekaj za sebe, si gibljamo, smo več zunaj, ne glede na vreme, ne, ker drugače bi človek z veseljem bil noter, ne, ko pada dež, ko pa greš vsaj malo ven, da se prezračiš, in mislim, da narediš lahko zelo veliko za sebe, a ne. Za svoje telo. Ja, in pa hkrati tudi za žival, ne. Se povsem strinjam, bi rekla, učijo nas pač tega notranjega miru, ki ga nimamo v tem času, ne. Spet, da se vrneš nazaj k temu preprostosti, k skromnosti. Saj za veselje pa radost ne rabiš veliko, ne. Rabiš samo en tak pozitiven, da rečem, nek pozitiven trenutek dneva, in to sigurno živali so. Neobremenjene so, ne obsojajo, in če si ti lahko notranje pomirjen, njim največ daš, a ne, ker si stabilen in ti zaupajo, in tudi dober vodja, kar dela, je ta, ne, ki ima to v sebi. So pa tako, ne, oni so zelo senzibilni, oni zmorejo zavohati, kdaj smo mi pod stresom, in tudi to navzemajo nase, kar pa, ne, se mi moramo naučiti od njih, da moramo znati biti pomirjeni pa stabilni, pa tako, to jaz vidim predvsem to močno povezavo z svetnikom, a ne.
pa biti malo bolj veseli, ne? Ja, Ker ne res. vem, kdaj si, mislim, jaz sebe vidim, ne? Pride mož po 5 minutah nazaj, jaz ga nisem toliko vesela, ne? Ker pa me je vesel pes, ko pridem čez 5 minut nazaj domov, mislim, da me ni videl že Res je. čez, ne vem, Ja. že cel dan, a ne? Mislim, čistko, no. Moramo se naučiti tega od njih, ne? Da smo lahko za vsak prihod veseli, ker pa da se pač ceni to, ne? Ampak žal pa v današnjem svetu kar hitro pozabimo na te stvari. Res je, super stvari ste izpostavili. Ja, hvala vam za ta pogovor. Upam, da smo dali veliko idej oziroma teme za razmišljanje našim gledalcem, gledalkam, da se bodo lažje pa pravilno odločili, a ne, tako kot je za njih najbolj prav. Hvala vam za ogled te oddaje. Če imate doma ljubljenčka, ga lepo počohajte, bodite veseli, hvaležni za njega. In se vidimo v naslednji oddaji Reflektor. Srečno!